Ravno zdaj, ko slovenska kultura krvavo potrebuje predanega, odločnega ministra z vizijo, energijo in kompetencami, ima mlačnega uradnika brez volje in idej, ki lastno nemoč skriva za ignoranco in cinizmom, za posmehom kulturi, kulturnikom in ljudem. Na sleherni seji Državnega zbora ali odbora za kulturo, v sleherni javni retoriki iz ministra veje antikulturni govor, sovraštva, sarkastični populizem in pomilovanja vreden žaljiv cinizem. Ministrovanje Vaska Simonitija je videti kot totalna vojna proti kulturi, kot politični revanšizem, ki skuša v čim krajšem času čim več razrušiti in na ruševinah postaviti spomenik samemu sebi ter svojemu velikemu vodji in njegovemu režimu. Centralizacija moči, nadzor in kontrola umetnosti in medijev, cenzura odklonskosti, vse to so oblike vizije kulturne propagande iz nekih črnih časov, za katere si ne želimo, da bi se ponovili. Četudi se še tako trudite vcepiti dvom, sejati nestrpnost in delitve kulture v smislu prava, neprava, naša, tuja, visoka, nizka, torej ljudska, z mestoma predrazsvetljenskim dojemanjem umetnosti, se kultura ne preda. Ne predajo se niti kulturni delavci, umetniki, ustvarjalci in snovalci. Danes oblast skrajno averzijo do kulture, ki jo ne razume, saj je neizmerljiva, razsvetljenska, progresivna, avantgardna in metaforična, saj je proizvod mislečega humanizma in svobode, kaže svoj resnično grd obraz. Epidemija je v sfero kulture zarezala posebej sunkovito in brezmilostno. Sredi hude zdravstvene, družbene in ekonomske krize so kulturni delavci in ustvarjalci ostali ne le brez možnosti dela, ampak mnogi tudi brez statusa. V času popolne ohromitve delovanja kulturnih ustanov in zajezitve kulturnega življenja do roba kulturnega molka so najbolj ranljiva skupina kulturnih delavcev prav samozaposleni. Samozaposleni v kulturi so ujeti v začaran krog. Brez statusa ni dela, brez dela pa ni statusa. Prišli smo do točke, ko sta delo in eksistenca kulturnikov odvisna od samovolje ministra in državne birokracije, od strankarske ideologije. Postalo je nevarno stegniti jezik in izreči kritiko, četudi popolnoma blago. Naša kultura je opehana, njeni delavci pa opeharjeni. Kulturo se zatira in tlači v ideološki kalup po meri vladajoče stranke, dogaja se zastraševanje, stopnjevanje pritiska, siromašenje in stradanje kulture in kulturnikov. Sprašujem se, ali smo morda obtičali v močvirju, ne neoliberalnega, temveč že kar fevdalnega kapitalizma pod oblastjo fevdalnega gospoda, ki v lastni osebi deli in vlada. Kot da sedi na vreči svojega denarja in ga tala samo prijaznim. Vse nasprotnike režima, kulturo, film, medije bodo izstradali in na njihovo mesto postavili druge, svoje, pravoverne in uslužne, ne nujno kvalitetne, a naše.